Programska oprema že preoblikuje svet in ga bo v prihodnosti še bolj. Bi lahko strnili razprave, včasih tudi žolčne, med tistimi, ki ustvarjajo v tehnoloških podjetjih, in tistimi, ki nekritično srkajo novice iz medijev. Ustvarjalci novih tehnologij so prepričani v svojo kulturo, ki je zavezana prizadevanjem učiti se čim več, in pravijo sami, da je bolj sokratska. V nasprotju s kulturo vplivnežev, kjer se ljudje spravljajo drug na drugega, da bi ustvarili vtis pomembnosti in vidnosti. In ustroj družbenih medijev, družabnih, ne družbenih, je tak, da je zelo dragoceno imeti danes sovražnika. In kaj je v ozadju teh, pogojno rečeno, nasprotovanj? Gre za preprečevanje širšega nasprotovanja digitalnemu gospodarstvu, ali je to le odslikava vodilnega razreda tehnologov in menedžerjev na novo opolnomočenih delavcev, ki so jim dali glas tudi novi mediji. Od tu naprej se postavlja širše vprašanje, kako nove tehnologije lahko slabijo demokracijo ali pa utrjujejo avtokracije. No, in nekako v teh parametrih bomo usmerjali, analizirali in vrednotili današnji pogovor z gosti. To je profesor dr. Sašo Džerovski, diplomirani inženir Aljoša Domjan, profesor dr. Dan Podjed in profesor dr. Peter Klepec. Lep pozdrav, spoštovani gostje. Lep pozdrav. Zdravljeni. Pozdrav. No, poglejte, brez velikih poudarkov in utemeljitev se lahko strinjamo, da živimo v času velikih sprememb, v času transformativne tehnologije, ki že vpliva na naša življenja. Miselno in vizijsko pa se je potrebno ozirati v prihodnost. In kot kažejo zgodovinske izkušnje med misleci krize, izstopajo tisti posamezniki, ki so sposobni zaznati kritičnost svojega časa. Zato smo tudi vas povabili k pogovoru, ker premorete vsi veliko mero kritičnosti. Naj pa za začetek pojasnimo trenutno najbolj izpostavljeno polje družabnih medijev, ki naj bi bila po prvotni naravnanosti pravzaprav pravi blagoslov za demokracijo in demokratično utrjevanje vezi. A stvari se niso razvijale po teh predvidevanjih. Me samo zanima na kratko, zakaj mislite, da zadeve niso šle v tej smeri, kot je bilo zastavljeno. Kdo bo prvi odgovoril na to vprašanje? Vas moram kar apostrofirati. Jaz bom zelo na kratko komentiral. Ja, profesor, ja, izvolite. Ja, zavedati se je treba, da je tehnologija orodje. In sicer danes je to orodje zelo močno in vedno močneje in je tudi dostopno vedno širšemu krogu ljudi. Ampak za tem še vedno stojijo ljudje. In to, da ne grejo stvari v pravo smer, zato ni kriva tehnologija, zato so krivi ljudje in njihove vrednote in vrednostni sistem, ki razpada. Samo to bom povedal za uvod. Ja, inženir Domjan, vi se že zelo dolgo ukvarjate s temi novimi tehnologijami, hkrati ste pa tudi kritični dokaj in lepo prepletate teorijo in prakso v vaših kolumnah pogosto. Kakšno je vaše mnenje o tem? Ja, jaz sem ponavadi kritičen do širše družbe, ki se zelo malo nauči iz preteklih izkušenj. Tehnologija seveda prihaja in z velikim zanimanjem vedno spremljam, kako se recimo nek nov tehnološki izdelek vse hitreje uveljavi pravzaprav na celem planetu. Ampak kar se tiče tega, kako ga potem ljudje uporabimo in kaj od njega dobimo, so zgodbe pravzaprav enake že ves čas. Tudi ko je prišel radio, je bilo rečeno, joj, gled, to je pa super za demokracijo, vsi ljudje bodo dobili informacije. Ko je prišla televizija, je bila sploh pospremljena spet z zgodbo, kako bo to krasno vplivalo na mase, da bodo vsi dobili informacije, izobraževanje, da bodo lahko hitrejše sodelovali pri soodločanju in podobno. Nekaj podobnega se je zgodilo potem, ko je prišel najprej internet, pa potem zdaj družbena omrežja
In zdaj, ko že čist neka nova generacija interneta prihaja ven, ki bo še hitrejša, še zmogljivejša in omogočala še tesnejše skupno delo, oziroma pravzaprav, da boš lahko kot neka virtualna oseba sodeloval z ljudmi ali pa z nekimi drugimi virtualnimi osebami. Vedno najdeš dovolj strokovnjakov, ljudi, tudi ljudi, ki so zazrti v prihodnost, ki v temu vidijo neko krasno rešitev. Ampak praksa pa seveda pokaže vedno, da temu ni tako. Če se vrnem čisto na začetek, že Platon je pravzaprav ugotovil, da to, da smo se ljudje naučili pisati, ne pomeni, da smo z pisano besedo rešili problem pozabljanja. Pozabljanje se je pravzaprav še bolj povečalo, ker zdaj imamo nekaj zapisano, samo ne vemo, kje je. Torej, ljudje si nismo urili z novimi tehnologijami, si ljudje ne urimo svojih veščin, ampak pravzaprav sprejemamo neko lagodnost, da nam bo zdaj vse lažje, da je shranjeno vse. In ja, danes imamo vse na računalnikih, dobivamo še umetno inteligenco, ki mislimo, da bo odločala in sprejemala odločitve namesto nas, da nam bo kazala pot v prihodnost, kar pravzaprav kaže na to, da vse to jemljemo za željo po lagodnosti, potem, da bomo manj delali in ne tisto, kar si pravzaprav vsaj del družbe želi, da bomo še bolj aktivni, da bomo soodločali, da bomo kreativni in da bomo pač v neki taki zelo pozitivni zgodbi. Tukaj potem pride do razkoraka, pri tem, kako ljudje tehnologijo uporabljamo. Možnosti so, ampak hakeljci je nekje drugje. Ja, tu imamo dva humanista. Dr. Klepec, vi ste humanist in dr. Podjed tudi. Najbrž je vajen pogled nekoliko drugačen. Pa me zanima, a kaj razmišljate o tem, kar recimo je kar pogoste kritike so, da predstavljajo ta družbena omrežja nekakšno univerzalno topilo, ki povsod, kamor seže, raztaplja vezi in pa tudi institucije. Zaženejo vik in krik, seveda, ampak rešitev, kako recimo stvari urediti, ali pa voditi, recimo, tu pa niso vešči. Ljudje živijo seveda vsak zase v nekih mehurčkih in v glavnem vpijajo in se kregajo drug na drugega. To vsakodnevno spremljamo. Kako vidva te stvari recimo percepirata? Ja, dr. Klepec. Pa jaz začel, jaz sicer nisem profesor doktor, ampak sem izredni profesor, to sem malo prej slišal. Zdaj, glede na vaše pričakovanje, jaz se popolnoma strinjam z obema sogovornikoma poprej. Skratka, gre za probleme, ki so povezani z družbo, z družbenimi razmerji. In tukaj na nek način treba iskati precej velik in kompleksnih odgovorov na ta vprašanja, ki nas zdaj v bistvu na nek način zanimajo. Mogoče, jaz bi lahko zdaj na dolgo in široko govoril, mogoče tudi še malce kasneje, ampak zdaj samo na kratko glede naših pričakovanj. Nekako spontana ideologija, če že hočete, je, da se v bistvu človeštvo razvija vse na bolje. In na nek način z novimi tehnologijami, ki prihajajo, pričakujemo, da bomo prišli na neko višjo stopnjo razvoja. In kaj pa, če v bistvu smo danes priča, govorili ste o krizi, kaj pa, če smo danes priča temu, da sploh nimamo opravka s kapitalizmom, kot smo ga poznali nekoč. Ker nove tehnologije so sočasne z kar veliko krizo kapitalizma, ki nastopa zdaj že kar nekaj desetletij. In veliko avtorjev je, ki poudarjajo, da pravzaprav nimamo več opravka s kapitalizmom, ampak z neke vrste tehnofeudalizmom. Tukaj je recimo Jodi Dean, tukaj je Yanis Varoufakis, francoski avtor Cédric Duran je tudi opozoril na to, da skratka vstopamo v neko obdobje, kjer je cel kup samoumevnosti, ki smo bili prej, recimo samoumevne, postavljen pod vprašaj. Eden izmed teh je tudi, da ta novi sistem sploh potrebuje demokracijo ali pa da se mora legitimirati na demokratičen način.
To je ena stvar. Druga stvar je hitrost. Ne? Dejstvo je, in tukaj je sociolog Hartmut Rosa, ne, ki poudarja recimo ta akceleracije, da smo priča na nek način enemu vrtincu 3 različnih akceleracij, ki se v tem trenutku sovpadajo, ne. Ni pa popolnoma jasno, kaj nas reši iz tega ven. Ne? Ali, po domač povedan, ali je treba samo še bolj pospešiti, in tukaj so pač ti optimisti, ki so prepričani, da nas bo nek akceleracionizem rešil, tudi tehnologija, da nas bo rešila, ali pa, da je treba mogoče upočasniti, pa na nek način drugače postaviti zadeve. Samo še ena pripomba, potem pa prepustil Danu, ki se bolj spozna na družabne medije, sam namreč ne uporabljam tega in tudi nimam teh praks. No. Samo še ena pripomba, kar zadeva optimizem. V zadnjem desetletju, recimo, sta bila 2, ki sta zelo, filozofa, esejista, znanstvenika, ki sta zelo zagovarjala to, da človeštvo napreduje vse na bolje, ne? Recimo Matt Ridley in Steven Pinker, Razsvetljenstvo zdaj imamo recimo v slovenščini. Ne? In zdaj, v luči te vojne v Ukrajini, ki traja že 1 leto, sem še enkrat šel prelistati Pinkerjevo knjigo in Pinker se dobro zaveda konflikta 2014, ga celo omenja, ampak ne pričakuje takšne vojne, kakršna je zdaj nastala. In oba sta taka blazna optimista, ki temeljita vse na razsvetljenstvu in tako naprej. Recimo, Radley je govoril, najboljše leto, kar smo jih imeli do zdaj. 2019 je napisal vodnik, najboljše desetletje, kar smo jih imeli do zdaj. Zdaj, v luči teh dogodkov, ki stvari popolnoma postavljajo na glavo in ki se verjetno nahajajo na začetku nekih sprememb, vsi vemo, da bo pač te spremembe temeljite, kam bodo pa šle, pa še ne vemo, je pač vprašanje, če je mogoče na ta način pristopati. Samo kar se tega tiče. Recimo, internet je bil na začetku seveda pozdravljen kot nekaj, kar bo prineslo osvoboditev najširših razsežnosti, ampak zdaj že interpreti govorijo o interpret 4.0, kam vse to lahko gre. In tehnologija je, tako kot sta povedala sogovornika, vedno v nekem primežu. Lahko je uporabljena za zelo koristne, dobre stvari, lahko pa prinaša nove načine podrejanja, nove načine gospodstva, nove načine zasužnjevanja. In tukaj je znotraj same tehnologije, znotraj človekovega razmerja do tehnologije je vedno prisotna neka protislovja, mogoče tudi ambivalentnosti. In recimo pri internetu tisto, kar je zelo fino, je, da če te neke stvari zanimajo, lahko res prideš do, informacij, o katerih si lahko prej samo sanjal. Ampak na drugi strani pa seveda se da pa tudi v nasprotno smeri. Tako da jaz bi samo toliko povedal, mogoče bi kasneje še nekaj o afektu, po teh strasteh, ki so zdaj tiste, ki vladajo, ampak tukaj ne bi zdaj hotel preveč besede si prelastiti. Že zdaj sem bil dosti dolg. Ja, doktor Podjed, vi se zanimivo, mislim, kar pogosto pojavljate s vašimi kritičnimi pripombami glede teh družabnih omrežij in posledičnega neuporabe. Hkrati pa se mi zdi, da vi, humanisti ali pa družboslovci, se bolj premalo sliši vaš glas, da bi na nek način reflektirali, kaj se dogaja, mislim, tudi širše, kot rečemo, širša javnost, ne samo taki osamelci, kot ste vi, ali pa recimo doktor Klepec, tudi tu pa tam. Zakaj vi mislite, da a je to javnost, širša javnost nezanimiva ali živi pač v neki svoji zgodbi, mehurčku, kot rečemo? Kako bi vi to interpretirali? Mislim, jaz si sploh ne upam pojavljati še več kot se in govoriti o teh temah, zato ker se mi zdi, da že itak preveč govorim in potem, če govoriš preveč, te nihče več niti ne sliši. Hotel sem pa najprej izpostaviti terminološki problem, ki ga imamo v tej debati, problem z poimenovanjem družbenih oziroma družabnih omrežij oziroma družbenih ali družabnih medijev. Pred približno 2 letoma se spomnim, da je bivši slovenski predsednik vlade bil na sodišču in popravil sodnico, ker je omenila, da je žalil novinarke
po družbenem omrežju, pa je rekel, da ne, da so to družabna omrežja. Jaz se s tem izrazom ne strinjam, zaradi tega, ker mislim, da nas omrežja ne delajo bolj družabne. Tudi raziskave kažejo, da smo zaradi tega, ker smo bolj povezani na daljavo, manj družabni v živo. Mislim, da je vseeno pravilen izraz družbena omrežja, spletna družbena omrežja oziroma družbeni mediji. Jaz tudi sam sem bil tehnooptimist, priznam. Pred tam nekje sredi 90-ih let do 2000. leta sem bil res optimističen v zvezi z omrežji, ki so se takrat šele porajala. To še niso bila omrežja, kot so Facebook, ki takrat še niti ni nastal. Bila so omrežja, kot je IRC, Internet Relay Chat, po katerem smo klepetali, in je bil neka zasnova, neke nove platforme, kako se povezovati, kako si ustvariti neko novo spletno identiteto. Meni se je zdelo to kot antropologu fascinantno. Tudi moja prva seminarska naloga na faksu, ki sem jo naredil, je bila posvečena Internet Relay Chatu, IRC-anju, ker me je zanimalo, kako se preobraziš kot človek, kako te medij spreminja. Ker medij sam je, kot je rekel McLuhan, sporočilo samo za sebe. In takrat sem dosti bral Howarda Reingolda, njegovo knjigo Virtual Community, torej virtualna skupnost, in on se je takrat odločal oziroma razmišljal zanimivo, kam gremo, kam bomo šli, v kateri smeri. Rekel je, da imamo dva scenarija za prihodnost. Podobno je poudaril tudi v Ljubljani, ko je bil na predavanju, mislim, da je bilo to leta 2004, mogoče 2005, in je rekel, da sta poti naprej vsaj dve. Torej, ena je Agora, da bomo ustvarili kot v Grškem Polisu neko mesto srečevanja, kjer se bodo enakovredni posamezniki srečali, izmenjali informacije, si svetovali. Druga, bolj temačna smer pa je bila panoptik. Torej, tista struktura, ki jo je ustvaril, nikoli dejansko potem zgradil Jeremy Bentham, kjer vas vedno nekdo gleda iz središčnega opazovalnega stolpa. Vi ste pa zaporniki v tem panoptiku in jaz mislim, da smo šli v to smer, drugo smer. Ampak ne samo, da so tisti, ki nas gledajo čuvaji, so tudi hkrati lastniki panoptika. To so tisti posamezniki, ti velikaši, fevdalci, kot jih imenuje Peter, pa kot jih imenujeta Varoufakis in Žižek. Ona dva jim pravita tehnofeudalci, jaz jim pravim, da je to digitalni feudalizem, ta sistem, v katerega vstopamo. In meni je to zanimivo, da ti ljudje, ala Mark Zuckerberg, ala Jeff Bezos in drugi velikaši sodobne dobe, zdaj izginjajo. Oni čedalje bolj postajajo virtualna bitja, ki nas samo opazujejo, mi se pa z veseljem razkazujemo v tem panoptiku, ne? Poglejte malo po omrežjih, če te zasledili kak selfie Marka Zuckerberga, mi prosim javite. On selfijev ne dela, o njegovem zasebnem življenju ne vemo skoraj nič. Vemo, da se pojavi na kakem sodišču, kdaj recimo o tem, kako on, ne vem, peče čevapčiče na svoji parceli na Havajih, ne vemo nič, zato ker si jo je ogradil z 2 metra visokim zidom. In ti ljudje so si ogradili svoje mehurčke, izginjajo, bodi si z raketami v nebo, tako kot Jeff Bezos, ali pa si gradijo bunkerje, ker itak smo svet zavozili. Ena super knjiga je šla pred nedavnim z naslovom Survival of the Richest, ki že razmišljajo o tem, ok, planet smo zavozili s kapitalizmom, prehajamo v nov sistem feudalizem, kako ravnati zdaj, kam bomo pobegnili? Torej, a bo to na Mars, tako kot planira Elon Musk, ali se bomo ukopali pod zemljo, v bunkerje, tako kot razmišljajo marsikateri drugi digitalni feudalci. Skratka, nastajata dve podvrsti človeka. Ena je ta, ki jo je napovedal Harari, Homo Deus, ampak to ne bomo vsi. Harari je rekel, vsi bomo nadljudje. Ma kje pa? Večina nas bo tako kot mi zdajle, tule pred ekrani, 8 do 9 ur dnevno pred ekrani tipkamo, uporabljamo zaslone, na katere pritisnemo 2617 krat dnevno, telefon odpremo 300 krat dnevno. Ves čas nosimo te telefone s sabo, plačujemo zanje, plačujemo naročnino za telefone in zato smo tlačani tega novega sistema, ki je dejansko feudalizem.
In zato sem nekaj biti optimist, no, ker vidim, kam smo šli. In meni glavni cilj v življenju ni biti več priklopljen, meni je glavno vprašanje za sebe, svojo družino in otroke, kako se odklopiti zdaj od sistema, ker smo zahaklani. Tako kot je rekel Nir Eyal v knjigi Hooked, glavni namen podjetij je, in on je, potem so ta podjetja vzela to skoraj kot Biblijo, njegovo knjigo Hooked, kako ustvariti to zanko, da zahakla človeka za Facebook, Instagram, Twitter, karkoli z različnimi rešitvami, kot je ta nenehen newsfeed, torej nenehen tok informacij, ki ga vidite na zaslonu. No in kar mi je pa največji paradoks, ne, Hooked je bila napisana tam nekje knjiga, rečemo 2012 recimo, zdaj pred kratkim je pa izdal knjigo Indistractable, isti avtor Nir Eyal, ker je ugotovil, da se je sam zahaklil na svoje zanke, ne, in da se zato ne more več z ljudmi, niti s svojimi otroki normalno pogovarjati, zaradi tega, ker ves čas gleda v zaslon. In kar naprej prihajajo neka potisna sporočila, ki mu motijo pozornost. Potem ga je hči spraševala, Ati, pa kjer super junak bi bil ti, če bi bil super junak, zber si enega. On pa ni imel časa odgovoriti, ker je tipko po zaslonu odgovarjal na neko sporočilo, ki je prišlo, rekel, čakaj, samaj. In ko je on spogledal stran, je ona že šla. Ne? To se nam dogaja, da pozabimo zaradi vsebin na zaslonih, na ljudi, ki so zraven nas, ki so dejansko pomembni za naše življenje. Zato pravim, da to niso socialna oziroma družabna omrežja, delajo nas kvečemo bolj nedružabne. Ja. Jaz bi na kratko repliciral, če smem. Ja, dve stvari. Prva se neposredno nanaša na ta družbena omrežja. Osnovna ideja nekoč za temi omrežji je bila, da dejansko omogočajo komunikacijo med ljudmi in izmenjavo informacij. To je bila ideja, ne? Resničnost današnja je pa ta, da so namenjena predvsem oglaševanju in tlele igrajo neko vlogo masovnih medijev, ki so še pravzaprav bolj močni, ker se lahko prilagodijo posamezniku, ker pač opazujejo njegovo nenehno razkazovanje, ne? In Facebook pač je izračunal, zato, da prikaže več oglasov uporabniku družbenega omrežja, a ne ga mora prilepiti na zaslon, ne? Ta hooked izraz, ki se je pojavil, ta hooked ni naključen, ne? Prav psihologi imajo, ki pogledajo, kaj je treba, na katere gumbe je treba pri človeku pritisniti, zato da čim več časa preživi na zaslonu in mu v tem času prikažejo toliko več reklam, za katere bojo pač zaračunali, ne? In to je pač današnja realnost družbenih omrežij, ne? Druga stvar, ki sem jo pa hotel omeniti, se bom mičkeno nazaj vrnil, to je problem, ki me dejansko zelo skrbi, je ta razkorak med razvojem tehnologije pa razvojem človeka, ne? Vse nekak te vizije pa teorije razvoja družbe, da bo družba šla dejansko vedno na boljše, so temeljile na tem, da človek se razvija kot oseba, da postaja bolj zrel, da dejansko lahko pogleda, presodi stvari, kritično loči med resnico, lažjo, med tem, kaj je pomembno in kaj ni pomembno, ne? Ampak v resnici, med tem, ko tehnologija drvi naprej, posameznik kot tak današnji, jaz mislim, da gre bolj nazaj in je manj sposoben te kritične presoje, manj je sposoben dvigniti se nad osnovne potrebe in užitke in pogledati širše družbene vrednote, ne? In ker človek vzame kombinacijo tega dvojega, je to kar zaskrbljujoče. No, o tem zadnjem, kar sta profesor Džerovski in doktor Podjed govorila, o osvobajanju nove tehnologije strani seveda človeka, ne? O tem razmišljajo tudi apologeti v Silicijevi dolini. No, poglejte, kako so oni izčistili, ne? Predvidevajo ugašanje nacionalnih držav z razvojem tehnoloških inovacij. Nov, svoboden in suveren človek bo lahko član kognitivne elite. To so tisti, ki bodo imeli posebne spretnosti in pa močno inteligentnost. In ko bo moderna država vse bolj propadala zaradi revnejših prihodkov, bodo suvereni posamezniki gradili svoje mikroenklave in radikalno restrukturirali suverenost.
stvar gre celo tako daleč, da razmišljajo o odcepitvi od države in postanejo samostojni nekak korporativni polis. Seveda vsi ostali bomo pa kolateralna škoda. Inženir Domjan, vi ste neke, bom rekla, asociacije na to že na nek način opisovali v svojih kolumnah. Kaj vi mislite o tem? O tem razcepu, v bistvu, nas kot kolateralna škoda, seveda vi boste pa seveda člani te kognitivne elite. To so seveda take, mogoče malo nenavadne vune, ampak pač apologeti, ki se tam s tem ukvarjajo, imajo pač tak razmislek. Konec. Tisto, če sem se naučil, je, da je vedno dobro poslušati vse. Seveda imamo danes ljudi, ki vidijo prihodnost tako in drugače. Zagotovo prihodnost bo vsebovala elemente vsega tega, kar slišimo. Sam osebno sem pač prepričan, da prihodnosti človeštva, našega planeta, nas vseh, zagotovo ni v tem, da bi se recimo zmanjšalo število prebivalcev, da bi, ne vem, to bilo samo, ne vem, milijon najbolj bogatih ali še kaj manj, ker pravzaprav vsi ti ljudje potrebujejo, tudi ti bogati in tako v tej piramidi neke ostale ljudi, ki jim potem to svojo prednost dajejo. Torej, ne glede na to, ali gre za ljudi, ki so najbogatejši, ki so najvplivnejši, ki so najmočnejši politiki, ki vodijo najmočnejše države, vedno pravzaprav največje bogatstvo in tega se vsi ti ljudje pravzaprav zavedajo, je, da imajo odzadaj ljudi. Torej, več ljudi, več veljaš, no, tako če rečem, ne več denarja. Seveda je pa vprašanje, kakšen je odnos teh ljudi do potem tega velikega števila ljudi. Na eni strani imamo neko majhno število, no, še vedno se pogovarjamo o sorazmerno velikih številkah ljudi, ki pravzaprav so aktivni v spreminjanju tega sveta, in neko maso ljudi, ki se šteje v milijardah, ki temu lahko pravzaprav le sledi. Trg ne funkcionira na ta način, da proizvajalci telefonov naredijo točno tak telefon, kakršnega si ljudje želimo, ampak pač so te korporacije sposobne prepričati ljudi, da si želimo točno tak telefon, kakršnega so pač naredili. No, sej, dosti podobno je tudi politiki, živimo v različnih sistemih, pa smo vsi prepričani, da živimo v najboljšem, skoraj vsi prepričani, da živimo v najboljšem sistemu, najboljši državi in tako dalje. Tako da razmišljati o tej taki črnogledi prihodnosti, seveda ta vedno obstaja možnost za to, ampak mislim, da je vedno vseeno treba upoštevati, kaj si teh nekaj milijard ljudi želi, kako bodo živeli. No, a veste, recimo taka izjava teh apologetov, ki pride na omrežja, lahko dobi recimo določeno število tudi teh pristašev, ne? Ja, seveda dobi, ne. Jaz bom rekel tako, ne, če se vrnem kar nekaj mojih let nazaj, ko smo šli iz kina, ne, ker smo še gledali skupaj, recimo Vojno zvezd, seveda smo se potem vsi navdušeno pogovarjali o jedih, o neki pravičnosti in tako dalje, ampak pravzaprav jaz sem bil ena redkih, smo se takrat v eni družbi pogovarjali, ko sem se spomnil, glej, ampak zagotovo tudi med ljudmi, ki so šli v Ljubljani iz kina, je bil nekdo, ki je bil navdušen za Darth Vaderja, ne. Ampak seveda tega ni javno razglašal. Tako da mi pozabljamo, da se taki ljudje, kot je recimo Darth Vader iz Vojne zvezd, znajo pritajiti, skriti in pridejo ven samo takrat, kadar je to primerno.
Jaz sem vesel, da današnja družba je tako široka in da pravzaprav internet in vse to omogoča, da se ti ljudje razkrijejo celo prej in to, kar zdaj pravite, kaj razkrivajo neko prihodnost, ki je pravzaprav precej črnogleda, mi je fajn, ker se lahko soočim s tem in razmišljam o tem že vnaprej, ne da mi bo priletelo čez nekaj let ven kot bomba, na katero bo treba takoj odreagirati oziroma bo lahko povzročila škodo. Fajn je, da imamo prostor, kjer vse zadeve pridejo ven. Mene je vedno strah tistega, o čemer se ne pogovarjamo. Torej, treba je vedno poštevati, da so tudi stvari, ki pravzaprav niso nikjer, pa se dogajajo. Tisto so stvari, ki so hude. Prej je bila omenjena vojna v Ukrajini. Ja, kako je en avtor pisal, pa nisi predstavljal, da bo takšna. Zakaj? Zato, ker cel kup elementov 10 let nazaj tega ni poznal. In stvari, ki jih ne poznamo, ki niso transparentne, so pravzaprav najhujše. Vsako jutro, ko se zbudimo, se zgodijo stvari, ki jih nismo pričakovali. In tega je precej. Tako da mene ne skrbijo ljudje, ki napovedujejo, ampak ljudje, ki so pravzaprav tiho in v tišini nekaj delajo. Zato smo mi izpostavili črn scenarij, recimo Silicijeve doline oziroma apologetov, ki se tam pojavlja. Ja, doktor Klepec, vi ste želeli. Ja, samo par stvari na hitro vršil nek zgodovinski kontekst, v bistvu celo to zgodbo. Po eni strani se z gledišča kapitalizma kot svetovno-zgodovinskega sistema, če gledamo, se pravi, da se vse dogaja v ciklusih in tak dolg ciklus, ki traja zdaj 500 let, in to teorija je že dolgo napovedala, da bo enostavno ob prelomu tisočletja prišlo do ene krize, ki se bo sredi tega stoletja pravzaprav šele na nek način lahko razrešila. To sta Wallerstein pa Rigi recimo napovedala. Wallersteinova knjiga Zaton Amerike datira prvi začetek krize z opustitvijo zlatega standarda, dolarja in tako naprej. Skratka, to so neki teoretski argumenti za ozadje, kaj se pravzaprav dogaja. Drugo, kar je bilo, je bil vzpon neoliberalizma in ta debata družbeni, družabni, je pomenljiva v tem, da je neoliberalizem skozi trdil, da družba ne obstaja. Se pravi, na nek način gre vzpon neoliberalizma, če pogledamo v Angliji oziroma Veliki Britaniji, pa ZDA, ki sta taka dva, ali pa recimo tam, kamor so ga izvozili, recimo, gre skupaj z velikim nasiljem. Naomi Klein recimo je postavila trditvo o doktrini šoka, skratka z nasiljem, z vojnami, s tem, da se začenja s točke nič. Zdaj pa ta proces neoliberalizma na nek način zaustavljen, in drugič sovpada z neko prerazporeditvijo globalne moči. Iz enega sveta, ki je bil ameriško centriran, prihajamo počasi v svet, ki bo imel malo več teh centrov, in to gre skupaj tudi s tem, da se ta proces globalizacije, ki je bil tako slavljen na nek način, se po svoje zaustavlja. Ne smemo pozabiti, da to ni prvi svetovni proces globalizacije. Globalizacija, ki je bila v 19. stoletju, 1870-ih, se je končala s to veliko vojno, se je končala s prvo svetovno vojno. Jaz ne trdim, da zdaj prihajamo v tretjo svetovno vojno, nočem zdaj slikati enega črnega scenarija, samo v bistvu je treba se zavedati tudi, da na nekem tem svetovnem kontekstu, imamo opravka s tem. Samo še ena stvar. Tisto, o čemer razpravljamo, ko govorimo o javnosti, o internetu in tako naprej, je treba tudi gledati skozi filozofske kategorije. Filozofske kategorije univerzalnosti. Filozofska kategorija univerzalnosti je pomembna z gledišča politike. V politiki gre vedno za to, kdo bo izključen, oziroma koga izključimo, koga ne upoštevamo, kdo je lahko zraven, kdo ne more biti zraven. In to je zdaj na nek način s sponom teh medijev in nove tehnologije smo pravzaprav prišli, zdaj govorimo o mehurčkih in tako naprej. Tukaj zadaj je tudi teorija nemškega filozofa Petra Sloterdijka, ki je postavil recimo teorijo, da smo samo še v kugeljcah pa v mehurčkih pa tako naprej. Skratka, treba se zavedati, da če govorimo o človeštvu, je potem edina opcija, ki je, bi bila enostavno univerzalnost, enakost vseh,
To pa se ni zgodilo in se najbrž še nekaj časa ne bo zgodilo, če se bo sploh kdaj zgodilo, ne. In proces segregacij, ki gre skratka s tem skupaj, traja že dobrih 5-6 desetletij, ne. Tako da vse to je nek kontekst, na katerem je treba te stvari misliti, pa vzpon Silicijeve doline. Konec koncev je to še vedno na nek način ameriško centriran svet, ne. Mi vemo, da ima Kitajska internet, ampak ne znamo si čisto dobro predstavljati, kako in kaj tam to deluje. Vemo, da obstaja social credit system, pa še vedno nam ne pride recimo do malih možganov to, koliko ljudi to prizadene, koliko ljudi si ne more kupiti letalske karte, koliko ljudi si ne more potovati, koliko ljudi ne more potovati železnico, koliko ljudi ne more, ne vem, imeti vozniškega izpita in tako naprej, ne. Skratka, tukaj imamo zdaj več različic, ki tekmujejo med seboj, ne. In tukaj smo. Zanimivo, ne? Zato so prej omenjeni apologeti izčistili stvar. Ne? Mislim, grozljivo, ampak to, kar ste omenili Wallersteina, ne? On je napovedal, kolikor sem jaz to brala, leta 2040, da se bodo stvari uravnotežile, se pravi še 20 let, cirka. In potem bo... O predpostavki, da bodo stvari potekale, kot pač potekajo. Wallerstein ni determinist. Wallerstein se dobro zaveda, da je mogoče v prihodnosti govoriti samo z gledišča človeka kot dejavnika oziroma nas kot delujočih, ne. A veste, to so zdaj lahko samo izpolnjujoče se prerokbe, a ne. Mislim, se ne bo kar nekaj zgodilo, ne. To, kar se bo zgodilo, je odvisno od tega, kako na te stvari gledamo in na osnovi tega tudi delujemo, ne. Ja, doktor Podjed. Ja, konca zgodovine verjetno ne bomo dočakali leta 2040. Fukuyama je napovedoval konec zgodovine že precej prej. Tudi verjetno ne bo konec zgodovine leta 2045, ko ne bi se vsi, kot napoveduje Ray Kurzweil, naložili v matrico in zaživeli dokončno digitalno, kot popolnoma digitalni ljudje in pustili to svojo fizično lupino za sabo. Mislim, da bo prihodnost bistveno bolj nepredvidljiva. Oziroma, lahko govorimo kar o prihodnostih v množini, saj ni samo ena prihodnost, ki obstaja. Se pa mi zdi, da se vseeno formira podobna bipolarnost, torej svet ne postaja mogoče uniformiran, ampak postaja bipolaren, podobno kot v drugi polovici 20. stoletja, ko je vladala tekma med po eni strani Zahodom, na drugi strani Sovjetsko zvezo. Imamo zdaj tekmo na področju ustvarjanja umetne inteligence med dvema velesilama, med Združenimi državami Amerike in Kitajsko. In meni je izjemno zanimiva knjiga Kai-Fu Lia, ki je tudi prevedena v slovenščino z naslovom Velesili umetne inteligence, ki govori o tem, da Amerika nima šans, prav zaradi principa delovanja Silicijeve doline. Kai-Fu Liu dokaj verjamem v njegovih razlagah, zato ker je bil direktor Googlea za Kitajsko. Poskušali so namreč odpreti Google na Kitajskem in mi je izjemno zanimivo, kaj je on pravil. Mislim, da okoli leta 2005, ko so odprli Google na Kitajskem, je obstajala že kopija Googlea, ki je delal isto, pa se mu je tudi rekli Google, samo po nekih 2-3 pikslih na strani so ugotovili, da je tam neka razlika. In pa so ga sprašvali, kot direktorje, čakajte, pa vaša stran nekaj čudno dela, ne? Rekel, kakva naša stran, saj še sploh nismo odprli, mi smo šele najavili, da ga bomo odprli. Ne, mi že Google imamo. In to je bistvo kitajskega principa razvoja tehnologij. Pač ne razvoj nečesa novega, inovativnega, ampak najprej kopiranje od Američanov, potem kopiranje od drugih podjetij na Kitajskem, kopiranje od kogarkoli. Koncept izboljšanja, tudi ne poznajo čistega izraza, oziroma so ga kasneje oblikovali, inovirati, razviti nekaj novega. Pač je dokaj nesmiseln. Vedno vzameš nekaj in izboljšaš. Silicija dolina ima pa ta problem, kot pravi Kai-Fu Lee, da je sramotno kopirati od soseda. Ne moreš kar skopirati nečesa od sosednega podjetja, ampak moraš vedno razviti nekaj novega, inovativnega. Tam se začne razvoj in zato pravi, je kitajski model ta hip daleč bolj učinkovit. Tudi če bo Silicijeva dolina nekaj razvila novega, bo Kitajska to čez en teden skopirala, popravila, naredila nekaj boljšega. Tako da jaz mislim, če že spet prihajamo v to bipolarnost 21. stoletja in
jaz mislim, da je škoda, res škoda za Evropsko unijo, ko se kar naprej tolče po prsih z demokracijo pa z človekovimi pravicami. Zakaj pa na tem področju nekaj ne naredimo? Mislim, GDPR je edina stvar, ki je bila do zdaj narejena na področju varovanja zasebnosti in podatkov, recimo, pa še to so ljudje čez noč zasovražili. Zato, ko si prišel v vrtec, recimo, pa si se moral upisati tam na roke, si moral napisati v zuni zasedeno v okence v nekem časovnem terminu, potem si pa šel vzgojiteljici v vrtcu in si rekel, kdaj ti prideš. Zakaj si moral napisati zasedeno? Ker nisi smel razkriti svojega imena in si ga moral potem tam povedati. Mislim, zaradi takih brezveznosti so ljudje GDPR čez noč zasovražili. In namesto, da bi se posvetili resnim problemom, temu recimo, da nam Google, Facebook, Amazon in druga podjetja dobesedno jemljajo podatke in služijo z njimi. Enkrat sem bil na eni okrogli mizi z enim predstavnikom Googla in sem mu to omenil. Sem rekel, pa zakaj si pa ne bi mi teh, ne vem, bogatstva, ki ga imate od naših podatkov, zakaj se ne bi to razdelili? Pol pa roka, recimo, če se strinjate. Pa mi je rekel zanimivo, da je sebično moje razmišljanje, ker jaz bi kar pustil ležati torej svoje podatke, oni pa vejo, kako jih zbrati, agregirati, analizirati, prodati drugim, jaz bi pa pustil ta zlat prah ne leži naokrog, tako da se tu nisva nekako našla v tistem trenutku. Ampak jaz mislim, da moramo res razmišljati o novih družbeno-ekonomskih modelih, ki bodo pravičnejši. Lahko bi bil recimo temelj univerzalnega temeljnega dohodka to, da če želimo, držimo svoje podatke. Zdaj nam jih itak poberejo, zato pravim, da smo tlačani digitalnega feudalizma. Itak nam pobirajo podatke. Kaj, če bi pa mi presojali o tem, kaj je naš podatek, da bi imeli pravico izbrisa podatkov, ki si jih je nekdo prilastil, da bi imeli pravico potegniti nazaj podatke, ki nam jih je nekdo pobral. Če bi želeli, bi lahko trgovali z njimi, tako bi šli vsaj nazaj v kapitalizem. No? Mislim, zdaj zanimivo, da zagovarjam kapitalizem na tej točki, ampak sem smo prišli, sicer nam pa pač nekdo ves čas podatke pobira. Če vas zanima kdo, pač poglejte na seznam 10 najbogatejših ljudi na svetu, 6 ali pa 7 jih živi od naših podatkov. Mislim, in to so tudi moji podatki zraven. Zelo zanimivo bi bilo oceniti finančno, koliko so vredni naši digitalni dvojniki, ki živijo na strežnikih Amazona, Mete oziroma Facebooka, Googla in drugih podjetij. Jaz mislim, da je to okoli, res na pamet govorim, ampak mislim, da je okoli 300 evrov mesečno. Zakaj pa ne bi pol tega dobil jaz, recimo, pa roka, tako kot sem predlagal temu gospodu, ampak ni bil za. No, tako da ne mislim, da se bo Google spremenil, to je utopija. Mislim pa, da bi morala Evropska unija spodbujati nove iskalnike, ki bi delali na pravičnejši način, ki vam ne bi oropali podatkov, ampak bi jih lahko kadarkoli izbrisali, vzeli nazaj in to bi bil lahko nek tretji model med tema dvema, kitajskim in pa ameriškim modelom, ki sta si pravzaprav izjemno podobna. Zakaj sta si podobna? Ker v obeh primerih to ni kapitalizem, ampak je nek novodobni feudalizem, v obeh primerih peščica vlada ogromni skupini ljudi. No, upam, da so kakšni novodobni tehnologi, ki ustvarjajo te modele, slišali vaše izvajanje, doktor Podjed, vprašanje pa je, če se jih bodo kakorkoli osvojili. Ja, slišali nas bojo, če lahko sam dodam, slišali nas bojo itak, skozi se pogovarjamo na zasebnih platformah, Facebook je zasebna platforma in te podatke podjetja zbirajo. Tako kot je razkril Edward Snowden, že leta 2014 je NSA, National Security Agency, zbrala 5 zetabajtov podatkov, to je 5 milijard terabajtov podatkov o našem načinu življenja. Ustvarjamo torej res ogromen digitalni arhiv o tem, o čem se pogovarjamo. Zbrali so tudi podatke o tem, ne samo kaj smo objavili, tudi to, kar preden smo objavili, smo zbrisali. Vse to se shranjuje, zato pravim, da živimo res v panoptiku. Mislim, če imamo kakršnokoli drugo iluzijo, da smo zdaj v neki zasebni debati, se seveda motimo. Seveda smo videni, se govorimo na Microsoftovih Teamsih, če se ne motim. To je zasebno podjetje, prek katerega se ta hip pogovarjamo. In kam bojo šli ti podatki, jaz ne vem. Pa res, ja. Ja, seveda smo javno
javna diskusija. Poglejte, ampak ne vem, v zadnjem delu tega našega pogovora se mi zdi, da sploh ne moremo mimo recimo teh vprašanj umetne inteligence, ki zadnja 2 meseca zelo razburja s tem klepetalnim robotom ChatGPT. To vsi že tako rekoč vemo, kar je pa nekaj zanimivo, ne? Da se ravno zadnja 2 meseca, to mislim konec novembra, je prišel v javnost, ne? In je že ogromno tega navdušenja in pa tudi ustvarjanja averzije ali pomislekov glede tega. Profesor Džerovski, a nam lahko vi na kratko poveste, zakaj gre pri tej generativni umetni inteligenci? Zdaj vas pa ne slišimo. Evo, zdaj pa upam, da me slišite. Ja, zdaj pa slišimo. Zelo na kratko bi povedal, kaj in kako GPT-chat dela. V resnici gre za en zelo velik jezikovni model, to je ena ogromna nevronska mreža, za katero si predstavljate, da je prebrala, ampak res ogromno knjig. Veliko več, kot jih človek lahko v svojem življenju prebere ali pa si sploh predstavlja, da bi jih prebral. In na osnovi tega potem ta ChatGPT, ko mu človek da nekaj teksta na vhodu, izgenerira tekst, ki je povezan s tem, kar je bilo na vhodu, čisto statistično iz vseh tistih knjig, ki jih je prebral, pobere, bom rekel, tekst oziroma zgenerira tekst, ki bi naravno se pojavil kot nadaljevanje tistega teksta, ki smo mu ga mi na vhodu dali, ne? Skratka, to zagotovo je en zelo velik dosežek. Uporablja se ga pa spet, tako kot sem prej rekel, uporablja se ga lahko za dobre ali pa za slabe stvari. Recimo ena taka tipična uporaba, in to zdaj že lahko na internetu, na YouTubeu najdete, je, kako ChatGPT uporabite za pisanje reklam za nek izdelek, ne? In rekli smo, v celi tej mašineriji družbenih omrežij oglaševanje igra zelo veliko vlogo in zdaj že tale ChatGPT, če ga ustrezno vprašate, vam napiše reklamo za nek izdelek, ne? Ampak to je recimo reklama za neke sladkarije, za otroke, ne? Zaradi katere bojo kasneje v življenju predebeli in bojo imeli zdravstvene težave, lahko je pa reklama za zdrav način življenja, ne? In zdaj spet je to vprašanje, kako se bo ta tehnologija uporabila. Je pa treba poudariti, da ta tehnologija je vedno močnejša in pri ChatGPT gre za izjemno močno orodje. Zato je zelo pomembno, da uporabniki pravzaprav so po eni strani izobraženi, po drugi strani pa kritični, da imajo nek sistem presoje in vrednot. Se pravi, tudi recimo ChatGPT se zlahka zmoti pri kakšni stvari. To, da je v neki knjigi nekaj pisalo, še ne pomeni, da je to res, ne? Tako da v resnici je treba z malo soli vzeti tudi vse tisto, kar ti GPT da nazaj, in zato, da se o teh stvareh kritično presoja, mi moramo imeti izobražene ljudi. Mi moramo ogromno vlagati v to, da zgradimo mlade ljudi, ki so ne samo, da imajo znanje, ampak da imajo tudi vrednote, da so sposobni kritične presoje in ta vedno močnejša orodja znati uporabljati na pravi način. Inženir Domjan, vi ste informatik tudi, ne? Celo življenje se ukvarjate s tem informacijskimi modeli in pa problemi. Pa me zanima, poglejte, nekje sem prebrala, da je ta GPT, ta chat, ne, sestavljen v bistvu iz 2 nevronskih mrež, ne. Ena generira nove podatke, ne, druga pa išče, diskriminatorno išče, kaj mu je recimo ta prva mreža dala nekaj une. Ampak kakorkoli, to so detajli, ne za vas tehnike, ne, ampak baza podatkov je pa 175 milijard osnove. In zdaj varianta Chata 4, ne, naj bi že imela 3
bilijone podatkov. Zdaj me pa zanima, kako recimo ljudem na nek način predočiti, da je to, kar je profesor Džerovski rekel, morajo biti ljudje izobraženi, da lahko to tudi na nek način razumejo in uporabljajo. Kako zdaj doseči tole? Zlasti takrat, ker zdaj se pojavlja strah, da bo seveda vsemogočen ta nevronski ta chat, da bo lahko naredil zelo velik rez na trgu dela, ker zamenjuje marsikoga lahko. Ja, Recimo seveda, v njegovem opravilu. tako kot je avtomatizacija v tovarnah, tekoči trakovi in podobno, v bistvu zmanjšala potrebo po številu delavcev, tako kot pravzaprav vso hrano na svetu danes pridelujemo s kemijo in mehanizacijo, zaradi katere je potrebno zelo malo število dejansko delavcev na poljih. Se zdaj soočamo tudi s tem, da bo se zmanjšalo število ljudi v pisarnah, število programerjev. Jaz mislim, da Samo me zanima, a ste vi kot direktor enega podjetja pripravljeni recimo s tem chatom poseči recimo v polje, ne vem, zaposlenih? Kako vi vidite recimo ta prihodnji razvoj? Mislim, to je, jaz če se spomnim svoje prve kolumne, tam nekje okrog leta 2000, ko sem napisal, da je računalnik ima možgane približno velikosti komarja in sem šel potem to računati in sem prišel tam nekje do leta 2030, ko naj bi računalnik tak povprečen, ki si ga lahko človek kupi, bil pametnejši od njegovega uporabnika. No, ta podatek je danes dejstvo. Massachusetts Institute of Technology in tudi drugi znanstveniki, ki se s tem ukvarjajo, napovedujejo, da bo leta 2030, glede na razvoj tehnologije, dejansko nekaj posebno drag računalnik, torej računalnik, ki si ga lahko privoščite tudi doma, pametnejši od samega uporabnika. Tako da to, kar se je zdaj zgodilo s ChatGPT, je samo ena odlična promocija enega takega programa, ki je tako po moji oceni trenutno na ravni 2- ali pa 3-letnega otroka in seveda bo do leta 2030 vse pametnejši. Tisti, ki se s tehnologijo ukvarjamo, to je za nas bilo pričakovana zadeva, stvar gre tako naprej in seveda tudi jaz v svojem podjetju moram te stvari začeti uporabljati. Nisem z njimi tako navdušen kot nekateri drugi, ker 3-letnemu otroku res ne bom dal delati reklame. Ampak ja, je zanimivo, se o tem pogovarjamo, začnemo uporabljati in mislim, da bo to postalo v naslednjih letih del praktično vsakega programa. Kdo si pa ne bi želel, da napišete nek tekst, pa rečete, daj mi malo popravi, napiši iz tega, ne vem, doktorsko disertacijo, če je treba, ali pa ne vem, da rečem, namesto da moji tajnici reče, da mi najde neke podatke in primerja, bom rekel to kar programu. ChatGPT in podobne programe bodo v naslednjih 2-3 letih imeli vsa Microsoftova orodja, Apple telefoni, Samsung telefoni, to bo postalo noter, pač to nas čaka, to je spet tehnologija, ki prihaja. Jaz pravim tako, ko se pogovarjamo o tem, kako uporabljati, kdo bo imel koristi od tega, soočamo se, mi živimo v nekem takem svetu dostikrat, da mislimo, da je najpametnejši tisti, ki ima vse odgovore. Ni res, pomembno je, ali znaš postaviti pravo vprašanje. To je ključna stvar, kjer se bomo delili v prihodnosti. Se že zdaj, ampak to postaja zdaj zelo pomembna stvar. Razumeti, da je zelo pomembno, ali znaš postaviti pravo vprašanje.
To so tisti kognitivci, o katerih smo prej govorili. Ja, ja, zanimivo, ne? Ampak me zanima, doktor Klepec in doktor Podjed, sta vidva navdušena nad tem, to, kar je profesor Džerovski in gospod Domjan, ki sta govorila. A sta vidva navdušena recimo nad tem prihodom tega? Namreč, že se oglašajo recimo tudi na univerzi in v šolah, da mislijo, da bojo to prepovedali zaradi tega, ker pač je regulirati treba to drugače. Ja, doktor Klepec. Mene te stvari me ne plašijo. Mislim, jaz se strinjam z mojimi sogovorniki, to prihaja. Mislim, in pač tako kot za vse, bodo plusi in bodo minusi, na nek način se tega tudi malo veselim, no, ker meni se ne da tipkati, no. Jaz bi rad, da mi kakšna tehnologija pomaga in tako naprej. In tako kot mi je zoprno, da bi zdaj šel na tipkalni stroj, pa imam računalnik, tako mi bo čez 10 let verjetno zoprno, da ne bi se uprl na to tehnološko inovacijo. Bi pa mogoče z filozofskega vidika opozoril na 3 stvari, ne. Prvič, ti strahovi niso nekaj novega. Od Platona naprej imamo problem, kaj je posnetek posnetka, a ne? Ali nekdo boljš posnema od drugega, a ne? Ta mimezis preganja našo misel že nekaj časa in v popularni kulturi so vsi dobro spomnite filma Iztrebljevalec, Blade Runner, ne? Tam gre natanko za ta problem, ne? Kdo je človek, kdo je android, ne? Po romanu Philipa K. Dicka, ne? To ni kar tako, ne? To je, na nek način nas to čaka in ta dilema ni dilema prihodnosti, ampak je na nek način nadaljevanje dilem 20. stoletja. Francoski filozof Alain Badiou je od 20. stoletja napisal, svoje predavanje imel in tam je izpostavil nekatere konceptualne ali pa druge silnice, ki potekajo skozi celo 20. stoletje, ne? Celo 20. stoletje je obsedeno z vprašanjem, kaj je realno. Kaj je samo dozdevek, kaj je samo dvojnik, kaj je nekaj, kar simulira, simulakar, ne? In celo 20. stoletje je na to vprašanje odgovarjalo na več načinov, 2 sta pa glavna. Eden je destrukcija, se pravi, dajmo vse porušiti, začeti iz točke nič, da bomo zgradili novega človeka in tako naprej, ali pa dajmo se temu odtegniti, substrakcija, ne? Da bomo na nek način spet temu ubežali, ne? Zdaj Badiou je pokazal, kako je skozi celo 20. stoletje obstaja neka strast do realnega, strast realnega, passion di reala, ne? In pri temu problemu, ali je zgolj stroj, ki misli, ali je res nekaj pravega, ali je nekaj to, gre za ta konceptualni problem. In s tem enostavno nismo opravili. In če me zdaj sprašujete, če se tega bojim, ne, zato ker vidim za filozofijo nove in nove možnosti, a ne. Mislim, filozofija, ki so je že 100-krat napovedali, da je njen konec, da je umrla, mislim, z tehnološkim razvojem je potreba po humanistiki in po filozofiji ne manjša, ampak čedalje večja, ne. Tudi kar se tiče delovnih mest, tukaj obstajajo neke določene debate, razprave, polemike, a ne, ali razvoj nove tehnologije krči delovna mesta ali ustvarja vedno nova. Jaz tukaj sem zmerni optimist, mislim, ker se je pokazalo, da enostavno potrebuješ pač nek drug profil, potrebuješ pač neke druge ljudi, ki bodo znali ukorakiti s tem. Zaenkrat nas stroj še ne bo naredil za obsoletne. Če nas bo kaj naredili za obsoletne ali pa za tiste, ki smo pogrešljivi, smo mi sami. In dejstvo je, prej smo govorili o naraščanju števila prebivalstva, dejstvo je, da v bistvu na nek način človek kot tak, določen človek, ne, je pogrešljiv. Se ga da enostavno brez njega, ne? Je tisto, kar je italijanski filozof Giorgio Agamben imenoval homo sacer, ne? Ga je dovoljeno ubiti, lahko brez njega pač počnemo. In tukaj smo, ne? Se pravi, tukaj so zdaj te dileme, a ne? Skratka, ta razprava dozdevek, realno in tako naprej, to za filozofe je juhu, super. Dobro, mehen samo sem poenostavil, seveda ni to edino vprašanje, no, ampak te moralne panike na nek način ne razumem tako zelo katastrofično. To podjetje vi tudi, na kratko, ker imamo še eno vprašanje za vse vas. Se veselite?
Jaz se nad vse veselim prihoda umetne inteligence v vsakdanje življenje, ki je itak že prišla. Predvsem se veselim samovozečih avtomobilov. Jaz se nad vse veselim, da končno spustim dokončno volan iz rok, da me bo avto peljal iz Ljubljane na Dolenjsko, recimo, da si mu lahko tam privoščil kozarec vina in se brez slabe vesti peljal nazaj, da bo avto postal zares avtomobil, torej stvar, ki se pelje sama. In strinjam se z kolegom Klepcem, da nas je marsičesa po nepotrebnem strah. Tudi dejansko umetna inteligenca, razvoj umetne inteligence in to vprašanje, kaj virtualno in realno, nudi ogromno raziskovalnih izzivov tudi za antropologijo. Ena boljših knjig, ki sem jih bral lani, je Reality Plus, ki jo je napisal sicer filozof, kognitivni znanstvenik David Chalmers, ki pravi, mimogrede, da itak živimo najverjetneje v simulaciji ali pa celo v simulaciji, ki poteka v simulaciji. In to tako izvrstno argumentira, da sem si rekel, ok, itak smo že zdaj virtualna bitja. Torej, tudi to, kar počnemo, konec koncev zdaj nadaljavo, je na nek način simulacija, prikaz resničnosti. Tudi vi štirje ste za mene kot neki avatarčki na zaslonu, tako da smo se res že kar potopili v to. Najbolj zabavno, antropološko pa mi je pri prihodu ChatGPT programa, ki pomeni nek pomemben res v razvoju in dostopnosti umetne inteligence, to, da očitno ne bo naredil obsoletnih oziroma odvečnih tistih poklicev, za katere smo to pričakovali. Recimo, potrebovali bomo medicinske sestre, učitelje, potrebovali bomo vodovodarje, knauferje in druge poklice, ki pravimo včasih tako malo slabšalno modri ovratniki. Mi, po naključju, imam danes bel ovratnik, pa ne zaradi naše debate, ampak slučajno, naši poklici, nas tule na zaslonu, pa so tisti, ki so ta hip najbolj ogroženi. To mi je zanimivo. Poklici znanstvenikov, raziskovalcev, poklici programerjev, novinarjev. Zakaj bi pravzaprav rabili programerja, če vam pa ChatGPT lepo v Pythonu sprogramira neko kodo, ki jo lahko potem ustavite v vaš že obstoječi program. Ali pa napiše pesem. To mi je tudi zanimivo. Koliko dober pesni. In jaz sem tako prva stvar, ki sem jo naredil, ena prvih, pravzaprav, ko sem preizkušal ta ChatGPT, sem ga prosil, pa tudi zanimivo mi je, kako se pogovarjam z njim, tako dosti vljudno in spoštljivo. Tudi na koncu, vedno, ko upravi kako delo, napiše pesem, se mu zahvalim. Tako, hvala lepa, res fascinantno, kaj si sposoben napisati v tako kratkem času, jaz bi za to porabil en dan. Najprej sem ga prosil, naj napiše esej o prihodnosti človeka med 4 stenami in pred zaslonom in je napisal krasen esej. Tako, jaz bi ga kar lahko nekam poslal, kak časopis, recimo. Ampak se mi ni dal brati, pa sem rekel, zdaj pa napiš pesem na to temo. In je napisal pesem. Pa tista pesem je bila tako rahlo zamorjena, pa sem rekel, ok, daj napiš zdaj še otroško pesmico. In vam jo bom prebral. Tu sam malo sem popravil rimo, sicer je pa v osnovi napisal to ChatGPT. Takole pravi. V prihodnosti ljudje ves dan na kavču sede, zaradi igric in oddaj, ne da ven se jim nazaj. Čakaj, a kaj tam sije? Zaslon ogromne dimenzije. Juhu, način nov čudoviti, kako se realnosti ogniti. In zakaj pravzaprav še potrebujemo pesnika? Nick Cave, glasbenik, je rekel, ne, pa ChatGPT ne more konkurirati nam, umetnikom, pesnikom, se tu ni nobenih čustev. Ja, ne vem, lahko pa ne vem, v 5 sekundah napiše milijon pesmi in mogoče bo ena od njih dobra, kdo ve, ne. In zato mislim, da so, in to je tisto, kar me najbolj skrbi, da so tisti poklici, ki smo jih imeli za nenadomestljive, umetniški poklici, prevajalski poklic, ustvarjalni poklici, tisti, ki so ta hip najbolj ogroženi. Vprašanje je, mislim, človeka potrebujemo v prihodnosti, ampak potrebujemo pametnega, razmišljujočega človeka. Še zadnje vprašanje, ne, za vse. Kaj se zgodi lahko, ko generativna umetna inteligenca stopi na polje politike in pa avtokratskih režimov, ne?
in pogojno rečeno, ne, v rušilne namene uporabi velike jezikovne modele, to, kar ste vi, profesor Džarovski, govorili, ne, ker zna ustvariti ustrezna besedila, slike, grafe in tako naprej. S tem lahko pogojno, sprašujem, tudi usodno zaplete oblikovanje politik širših razsežnosti. A je to možno? Profesor Džarovski. Na nek način tale prispodoba, ki je bila, da se relativno lahko zamenja pesnike, jaz bi rekel, da še lažje je zamenjati politike, ne? Pri generiranju sovražnega govora in podobnih reči. Zato je toliko večji izziv dejansko se pred tem obvarovati in v konstruktivne namene uporabiti umetno inteligenco. Jaz bi rekel, to je en zdaj res velik in temeljni izziv. Jaz mislim, da je napačno razmišljati o tem, da umetna inteligenca bo nadomestila človeka in da bojo te ljudje ostali brez služb in podobno. Lahko, da bojo ostali brez služb, ampak poanta je, da s temi metodami umetne inteligence ljudje bojo lahko dosegli več. Povečale bodo produktivnost človeka. In ni problem, da bo nekdo izgubil službo. Problem je, kako se bo družba s tem spopadla, ne? Kako se bo nova dodana vrednost, ki jo bo zgenerirala umetna inteligenca, prerazporedila. Če bo zdaj zaradi tega bogat samo Zuckerberg ali pa, ne vem, Bill Gates, ne? Seveda je to problem. Če pa bo družba zgenerirala večjo vrednost in jo bo znala prerazporediti, da podpre druge poklice, ki jih bomo bolj rabili, ne? S tem ni nič narobe, ne? In jaz mislim, da v tej smeri je treba razmišljati in da je treba razmišljati o enem konstruktivnem sožitju. Evo, toliko. Ja, inženir Domjan, ste vi tudi tako optimistični? Tako je, ne? Mislim, ljudje se res pogosto sprašujejo, kaj bo, ko bodo računalniki pametnejši od ljudi. In kaj bo potem ta umetna inteligenca, torej ji pripisujemo neko svobodo, da bo lahko celo zavladala, vplivala in tako dalje. To je nekako podobno, tako kot neka pričakovanja, ki so zmotna, ki so bila, kot sem rekel, z radijem, televizijo in potem z internetom, da bo pač to nekaj nam prineslo. Če pogledamo danes, ali so kdajkoli v zgodovini temu svetu vladali najpametnejši ljudje? Niso. Ali so najpametnejši ljudje na tem svetu bili kdajkoli tudi najbogatejši? Niso bili in tudi danes. Vsi tri imenovani lastniki velikih firm, ki so lastniki naših podatkov, pravzaprav seveda zaposlujejo precej zelo pametnih ljudi, ki so vsak zase pametnejši od njih. Torej, tudi v primeru umetne inteligence gre pravzaprav za to, kdo ji bo znal postaviti prava vprašanja in kdo jo bo znal pravilno izkoristiti. In to smo ljudje. Tisto, kar nas čaka, je, da bo se spet zgodil že znan scenarij, ne, še enkrat, da del ljudi bo to znal izkoristiti in bo naredil veliko prednost pred ostalimi nekaj milijardami ljudmi, ki te prednosti ne bodo znali izkoristiti. In mogoče, da imamo zdaj 7 let časa, da se kot družba na to pripravimo. Ker ko je prišel internet in ko je prišlo sploh računalništvo, definitivno na to nismo bili pripravljeni in nas je v bistvu tehnologija prehitela in je potem moralo zakonodaja in urejanje naših odnosov slediti vsemu temu. No, jaz pravim tako danes. Danes vemo vnaprej, kaj se bo zgodilo in se lahko v naslednjih 7 letih do leta 2030 pripravimo, da bo umetna inteligenca, rečemo, bolj pravično razporejena med vse nas in da bomo imeli koristi vsi mi. Jaz osebno sem prepričan, da je to najboljša pot, da bomo vsi na tem planetu imeli precej več od tega. Ne verjamem v to, da bo šla pot naprej, če bodo to samo neka ozka peščica ljudi, si lahko to lastila. Ampak današnja zakonodaja, današnje razmere
pravzaprav to omogočajo in enostavno ne smemo biti tiho, pripraviti se treba na to. No, tudi dober, optimističen pogled, še humanista oziroma družboslovca. Ja, doktor Klepec. Meni se zdi, da smo super zaokrožili debato, da smo prišli na naše izhodišče. Jaz ne bi znal boljš povedati kot doktor Domjan. Mislim, da dejansko gre za problem med naših razmerij, kakršna so. Mi smo tisti, ki bomo odločali o tem, kakšen bo ta svet, in dejstvo je, da se je pač treba na to pripraviti, čeprav vse to že poteka na nek način. Ne? Živimo v svetu, kjer so pač neenakosti v zadnjih 60-ih, 70-ih letih so eskalirale. Ne? Zdaj, lahko smo pesimisti, lahko smo optimisti, dejstvo pa je, da na nek način bi bilo dobro, da ne bi stali križem rok. No? Ja, še doktor Podjed. Jaz upam, da nam bo razvoj umetne inteligence in nasplošno tehnologij omogočil, da bomo delali manj, da se bomo znebili opravil, ki so nepotrebna, ki so tisto, čemur pravi David Graeber, bullshit jobs, da se bomo znebili tudi takih služb konec koncev. Naj to delajo pač računalniki, tehnologije, naj delajo to namesto nas, tako kot so pel skupina Gastarbajters tam že v 80-ih letih. Ova pesma ima ritam, ova pesma ima zvuk, a v zvuku ove pesme rade Japanci za nas. Pričemer ni bilo mišljeno dobesedno Japonci, temveč tehnologije, ki jih delajo Japonci, seveda, ki so jih takrat delali Japonci. In tega si želim, da plešemo skupaj. Torej, ne delajo tehnologije ritem, mi pa lahko ta čas plešemo, se zabavamo, delamo tisto, za kar prej nismo imeli časa. In ko ste vprašali, če lahko umetna inteligenca, ne vem, nadomesti politiko, jaz mislim, da bi vsaj polovico državnega zbora lahko nadomestila umetna inteligenca, pa zato ne bi bilo vladanje in upravljanje državi nič slabše. To je celo tisto, kar je tako med vrsticami napovedal Garry Kasparov, ki ga je mimogrede že leta 1997 premagal šahovski program Deep Blue, pa zaradi tega ni bilo konec šaha. On je rekel, da je prihodnost šaha v kombinaciji človeka in stroja. To je najboljši šahist. Kentaver pravi on temu. Ne? In jaz mislim, da bi bila tudi taka politika. Torej, naj si pomagajo z umetno inteligenco ali pa naj umetna inteligenca si pomaga z ljudmi. Skratka, za neko simbiozo gre. In predvsem naj dajo ljudem čim bolj mir, da bomo delali 3 do 5 ur dnevno, tako kot so delali naši kamenodobni predniki. Ne pa, da delamo zaradi tehnologij, ki jih uporabljamo več kot v preteklosti. Ja, spoštovani gostje, jaz se vam res najlepše zahvaljujem za te izčrpne razpravo, ki mislim, da je kar precej tega optimizma se vnesla tudi v pomisleke, ki se okrog te umetne inteligence pojavljajo. Hvala vam.